Globoko zajemite sapo. Naj se vaše telo nežno sprosti na postelji, fotelju ali stolu, na katerem se nahajate. In potem, ko izdahnete, dovolite, da se sprosti vaše telo in postane še mehkejše. Naredimo še en globok vdih. Ko vdahnemo, si lahko rečemo: vdahnem mir. In ko izdahnemo, si rečemo: negativnost naj zapusti moje telo. To ponovimo nekolikokrat. Vdahneš in si v mislih rečeš: vdahnem mir. In ko izdahneš, si v mislih rečeš: negativnost naj zapusti moje telo. Še enkrat naredimo dolg, globok vdih. Mir vstopa v moje telo. In ko izdahneš, si v mislih rečeš: negativnost zapušča moje telo. Naredimo najdaljši vdih in zares začutimo, kako vdahnemo v vase ta mir, občutek miru in energijo, ki pomirja. Naj ta energija vstopi v tvoje telo in napolni tvoje telo. In potem dovoli, da vsa napetost in predvsem negativnost s to napetostjo zapusti tvoje telo. Ko izdahneš, če še nisi, zapreš oči. In ko naslednjič vdahneš, si dovoli in si zamisli, kako bi izgledale tvoje pozitivne misli, če bi imele obliko. In potem vdahneš te pozitivne misli. Vdahneš njihovo obliko in rečeš sebi: pozitivnost vstopa v mojo podzavest. In ko izdahneš, si rečeš: telepatsko širim pozitivnost. Lahko se zgodi, da čutiš sproščenost mišic okoli oči, da čutiš, kako popušča napetost obraznih mišic, ali pa kako postane celo telo mehko, sproščeno. Občutek sproščenosti naj potuje do nožnih prstov in naprej v zemljo. Čuti, kako si eno z zemljo. Čutiš, kako sproščenost drsi po hrbtenici navzdol, in medtem, ko telo drsi v sproščeno stanje, vdihneš in si rečeš v mislih: pozitivne misli vstopajo v mojo podzavest. In ko izdahneš, si rečeš: širim pozitivno energijo. In ko vdahneš, si zopet zamisliš, kako bi izgledale tvoje pozitivne misli. Jih začutiš, mogoče kot barvo, mogoče imajo zvok ali dišijo. In ko izdahneš, si zopet rečeš: telepatsko širim pozitivnost v svojo realnost. Nadaljuješ z globokimi vdihi in izdihi in si v sebi zamisliš pozitivno dimenzijo svojih pozitivnih misli in njihovo obliko. Vstopajo v tvojo podzavest in jo prežemajo. In z vsakim vdihom jih čutiš še bolj in z izdihom pošiljaš v svojo realnost. Pomembno je, da si ponovno afirmiramo:
pozitivna oblika svetlih misli ponovno vstopa v mojo podzavest. In ko izdahnemo, širimo svetlo energijo v svojo realnost. Lahko si sebe zamisliš kot kanal. Lahko si sebe zamisliš kot kanal, skozi katerega potuje zelo močna, svetla, pozitivna sila, energija. Morda lahko čutiš, kako ta energija teče in valovi skozi tebe. Kako balansira tvoje čakre, balansira vse tvoje celice v občutek radosti in veselja in potuje po energijskih centrih. Pozitivna energija je poleg ljubezni ena najmočnejših sil v vesolju. In začutiš lahko, kako znotraj tebe, v predelu duše in srca, v tebi raste kapljica. V njej začutiš, koliko ljubezni in miru si sposoben sprojecirati v vsaki celici tvojega telesa. Ogromna ljubezen znotraj tebe povzroči, da kapljica raste in se širi v neskončno velik oblak svetlih barv, ki telepatsko potuje skozi tvoje telo in se premika proti območju, kjer vlada nemir in vojna. Oblak doseže Ukrajino in nenadoma se iz njega vsujijo drobne, skoraj nevidne dežne kapljice, polne ljubezni in miru. Objamejo vse te ljudi in težke in sive energije, ki so zaradi njihove žalosti in strahu prekrivale deželo, se počasi spreminjajo v svetlo meglico, ki se dviga proti oblaku, ga objame in napolni svojo svetlobo. In oblak lahko zdaj zopet spušča na zemljo droben dež ljubezni in miru in ta poboža lica ljudi in jim opere žalost. In predstavljaj si, kako dežne kapljice krožijo od oblaka do ljudi, operejo tla in se kot svetle meglice zopet dvigajo do oblaka, ga napolnijo in krog se ponovi, vse dokler si telepatsko lahko zamišljaš, kako s svojo ljubeznijo in pozitivnimi mislimi napajaš zemljo. Počasi se oblak zopet vrača proti nam. Potuje počasi in naposled se zopet spremeni v kapljico. Kapljica se približuje naši duši. Čutimo radost in veličino sebe in tega, da smo vsi eno, da smo z ljubeznijo nahranili ne samo ljudi, pač pa tudi mati zemljo in da bo odslej veliko lažje, ker smo v stanju duše in v stanju zavesti. Počasi se pripravimo, da se vrnemo nazaj in potrudimo se, da ostanemo v stanju svetlobe in v stanju ljubezni.